norčevanje iz ljudi, žal mi je, če te vaši volivci tega niso sposobni dojeti, vsi ostali menda so. Tako da absolutno sem proti temu. In upam, da bojo tudi tisti, ki dejansko poznajo ustavo, povedali, da je to neustavno. Proti zakonu je sigurno. In prej je en vaš državni sekretar govoril, ja, seveda, moramo delati v skladu z zakonom. To ni v skladu z zakonom. Zato, ker posvetovalni referendum po tem, ko je odločitev sprejeta, ni več možen po zakonu, samo zakonodajni je. In vi zdaj vlečete izpet, kako boste to razložili, da ne, to je vse v redu, mi smo demokratični, strašno, bomo vprašali, a ne bo tista juha, ki smo jo servirali, zelenjavna, čeprav so jo že pojedli. Idiotsko res in nesramno do skrajnosti. Sprememba zakona, ki je bila na področju lokalnih volitev, ni posegala samo o tem, kdo lahko voli, ampak tudi na kakšen način se voli in kakšna organizacija volitev. Torej, govorimo danes o vprašanju, ki ne bo predmet samo tega zakona in te spremembe, bo pač, bom rekel, odločitev slovenskega ljudstva za vse prihodnje vlade. Če se boste vi, kot še enkrat poudarjam, Bog ne daj, da prišli kdaj na oblast, ampak če se boste pač odločili kdaj, da želite to vrniti nazaj, bo tisti, ki bo sedel nasproti vas, imel jasen argument in rekel, lejte, slovensko ljudstvo se je odločilo, da tega noče. In referendum o zakonu, naknadni zakonodajni referendum, bo potem, tudi če pade ta zakon, oziroma tudi če... Hvala, kolega, tudi vaš čas je potekal, se držimo teh 3 minut. Ja, lahko se pa prijavite naprej. Naslednji sem na vrsti sam in ker je pomembno za naprej, gospa Bricelj iz Zakonodajno-pravne službe, imam najprej eno vprašanje za vas in vam bom dal kar takoj besedo, da mi odgovorite. Ko Državni zbor sprejme spremembo določenega zakona, spremembo nekega člena, a mi lahko prosim poveste, kdaj lahko naslednjič odpre ta zakon in spreminja ta člen? Hvala lepa za besedo. Kar se tiče obravnave konkretne zadeve, smo svoje stališče podali in jasno izhaja to stališče iz mnenja. Nimam več kaj dodati. Jaz vas sprašujem kot Zakonodajno-pravno službo, ne v zvezi s tem zakonom, ampak splošno vprašanje. Kdaj lahko Državni zbor odloča o zakonu, ki ga je enkrat že sprejel? Postopkovno bo potem, ko je zaključen, seveda. Se pravi, če parlament sprejme nek zakon, kdaj ga lahko zopet spreminja? Prejšnja vlada je sprejela koalicija zakon o dolgotrajni oskrbi, v 2 letih so ga 4-krat popravljali. A je bilo to v skladu z ustavo ali ni bilo? Mislim, glede to ni predmet tega postopka. Ok, si bom razlagal vaš odgovor, da. Ker to je zelo pomembno, glede na to, da ste vi to delali, ja, potem pa glede na to, da nočete odgovoriti, očitno je to problem. Zakaj sem to vprašal? Kolegica je prej govorila, odločitev je dokončna. Glede, nobena odločitev ni dokončna. Zakaj ste 4-krat spreminjali, pa potem popravljali zakon o dolgotrajni oskrbi, če je pa, ko zakon sprejmeš, Tereza Novak, prvi opomin, ker skačete v besedo. Zakaj ste spreminjali 4-krat zakon o dolgotrajni oskrbi, če pa takrat, ko nekaj spreminjaš, je to dokončno? Kaj je moja poanta? Kdo pravi, da je zadeva, ki smo jo sprejeli junija, dokončna? Mi smo sprejeli nek zakon, spremembo nekega zakona, mi lahko kadarkoli, ali vi, ali kdorkoli, ki zbere 46 glasov, na posvetovalnem referendumu v zvezi s tem zakonom, karkoli vpraša državljanke in državljane. Jaz osebno sem toliko prepričan, da bo takšna večina ljudi glasovala za, da pač imamo pravico na volitvah samo državljanke in državljani Republike Slovenije, da bomo prihranili potem 4-5 milijonov evrov, ker bo, mislim pa, da prevladalo toliko razuma, da ne bodo še z glavo skozi zid rinili z naknadnim zakonodajnim referendumom, ker bodo vedeli, kakšen rezultat je. Se pravi, lejte, nisem gluh, 3-krat ste rekla repliko. Nič nisem živčen, živčni ste vi, ki mi stalno skačete v besedo, spoštovane kolegice iz Svobode in pa Levice. Zgovarjate se na Zakonodajno-pravno službo, ja, jaz moram reči, da bi bil tukaj malo pazljiv, no. Ker se že veselim, kaj bo Zakonodajno-pravna služba napisala, kako je s posvetovalnim referendumom o odstopu predsednika Državnega zbora, ki ste predlagali, ne? Kaj je rekla kolegica? Nemci so za vas več vredni, Srbi pa manj vredni. Da smo proti Srbom.
Kakšna neumnost. Odkje vam to? In zakaj sem rekel, da največ poveste o sebi? Zakaj ste proti Srbom v opoziciji? Zakaj ste ksenofobi? Zakaj želite odstaviti predsednika državnega zbora, ki je srbskega porekla? Vi ste proti Srbom, ker želite odstaviti predsednika državnega zbora, ki je srbskega porekla. Očitno ste potem takem proti Srbom. Glejte, kaj delate z njim, kako ga mrcvarite. Ampak on bo zdržal. On bo zdržal. Se je ista pravega testa za to funkcijo. Glejte, kaj pravi 13. člen. Tujci imajo v Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami vse pravice, zagotovljene s to ustavo in zakoni, razen tistih, ki jih imajo po ustavi ali po zakonu samo državljani Slovenije. Ne se sklicevati selektivno na ustavo, predvsem pa ne jo napačno razlagati, ker ne, nimajo že po ustavi tujci enakih pravic kot državljanke in državljani. Velika večina tudi tistih, ki so levo opredeljeni, to so ljudje, ki so zaposleni, ki delajo in tudi tistim pač ne gre razumeti, kako lahko nekdo izigrava socialno pomoč. In to je pereče družbeno vprašanje. Bomo vprašali. Enako, kar se tiče plačevanja obveznega RTV prispevka. Naj ljudje povedo, ali so za prisilno plačevanje vašega propagandnega stroja tamle na Kolodvorski, ali kaj je že tista ulica tam, kjer stoji ta javna hiša. Ali pa niso za to. In mi bomo to upoštevali. Če bodo rekli, da so za to, ja ne vem, jim ga pa dvihnemo na 200 evrov. Jaz mislim, da koalicija lahko referendum razpiše, ne glede na to, kaj tamle na Betovnovi marksistični krožek reče. Državljanke in državljani bodo imeli možnost, da se izjasnijo. Nismo takšni kot vi, da bi pozivali k bojkotom referendumov, mi bomo šli aktivno v kampanjo in tudi pozivali ljudi, da se udeležujejo referendumov in pa seveda, da tudi v tem primeru glasujejo 4-krat za. Zdaj ima pa besedo Nataša Sukič. A, repliko, o, super. Ja, sam vi ste se 3-krat javila za repliko, ne more biti 3 replik. Postopkovno imam najprej, potem pa repliko. Spoštovani predsednik, bi prosila, da se opravičite zakonodajno-pravni službi, ker to, kar ste si privoščili, da jih tu kot šolarčke obravnavate, da vam odgovarjajo na neka vprašanja, to je, mislim, to tudi nismo še videli, je precedens. Tako da prosim, da se opravičite kolegici zakonodajno-pravne službe. Drugič, da se javno opravičite Ustavnemu sodišču in ustavnim sodnikom Republike Slovenije. Oni niso noben marksistični krožek, ampak so najvišja naša institucija, do katere se boste obnašali spoštljivo, ne pa da ste spet tukaj poln samega sebe in mislite, da lahko vsakemu rečete vse. Tretjič pa zahtevam, da se opravičite meni, ker me tu podočujete v ustavi in mi govorite o členu, o katerem jaz sploh nisem imela v mislih. Ste me tukaj šolali dobesedno in zaničevali, kako nimam pojma o ustavi. Temo ste brcnili, ker nisem govorila o tem členu ustave, ki ste ga vi ves čas citirali. Tako da prosim za ta 3 opravičila, to je postopkovni predlog, zdaj boste na to odgovorili najprej, potem pa imam repliko. Kar se prve zadeve tiče, jaz mislim, da se lahko edino zakonodajno-pravna služba meni opravične, ker kot poslanec, ki jih je nekaj vprašal za to, da bi potem lažje razpravljal in je bilo vprašanje čisto splošno, nisem dobil odgovora. Zakaj potem gospa, zdaj pač trenutno je to Saša Bricelj, kdorkoli, potem sedi celo sejo na odboru. Bi nam lahko samo poslali tisto njihovo mnenje, kdor si ga prebere, kdor si ga ne, Bog mu pomagi, zato so tukaj, da se jih kaj vpraša. Ne? In jaz sem samo lepo vprašal, ne, to bi mogla strez z rokava, ker potem nima smisla, da tukaj popolne sedijo, ne, pa nabirajo ure, ki jih potem, ne vem, jih sploh lahko porabijo. Ne? Kaj je že bilo drugo? Ustavno sodišče. Ustavno sodišče, o Ustavnem sodišču nima smisla izgubljati besed. To, kar ste mogoče, vse se vam je skoraj zarekli, ne, da so naš najvišji branik, ne, to ste mislim na naše politične opcije, se pravi leve politične opcije, s tem se vas strinjam, da so oni so vaš največji in pa najvišji branik. Tako da, kar se tega tiče, lejte, Ustavno sodišče je razvojna cokla te države, ne govorim o Ustavnem sodišču kot takem, ampak o trenutni sestavi ustavnih sodnikov, ki je pod vsako kritiko in pa še slabše bo, ko se jih bo zdaj, mislim, da 2 zamenjata. Tretja zadeva pa, ne, saj jaz sem rekel, da poznate ustavo, ne, ampak da vi imate za ustavo Marksov Kapital. Vi zdaj pravite, jaz nisem govorila o tem členu. Ja, se to je problem, da niste govorila. Ne, ker sem govorila. Vi ste vzela tisti člen, ki vam paše. To pa je člen, ki je po posvetovalnem referendumu sploh ne govori. Bom pojasnila. Aha, pardon. Zdaj se je pa Poglajen javil za postopkovno. Ja, ima pa prednost pred repliko. Sem napovedal že takrat, da so to ideološko kontaminirani posamezniki, ki bodo ideološko odločali na najvišjem
organu, inštituciji v Sloveniji, ki bi moral skrbeti za pravni red. Pa ne skrbi. In veste zakaj, kolegice, oziroma kolegica Sukič, ne skrbi? Ko ti avtori slovenske ustave povedo, da si se odločil v kontradikciji z ustavo, potem je logično, tisti, ki so ustavo napisali, menijo, da ustave ne spoštuješ. Torej, v Sloveniji, spoštovane državljanke in državljani, predvsem pa tudi člani odbora, vsak ima ne možnost, ampak pravico kritizirati tistega, ko hoče. Lahko mene, lahko Natašo Sukič, Žana Mahniča, Terezo Novak ali pa katerega koli ustavnega sodnika. Predsedujoči, ne samo, da dovolite take razprave, ki pač so kritične lahko do kogarkoli, ampak da opomnite tiste, ki želijo omejevati svobodo govora. To je v skladu s tisto njihovo ustavo, Marksov kapital, ne, tako da v skladu s tistim vse omejujejo. Tako da ja, bom upošteval ta postopkovni predlog in bom pač kolegice opozoril, da vendarle niste tako totalitarni v teh vaših nastopih. Menim pa, da je prav, da govorite čim več, ker konkretno to naši politični opciji zelo koristi. Škoda, da ni še Lene Grgurevič danes tukaj. Bi prosila predsedujočega, če skrbi za red, kot je v poslovniku določen, da vsaj poslovnik spoštujete in da ste spoštljivi. Zato, ker ta svoboda govora ni neomejena. Ker tole, kar se greste, je ena navadna neotesanost enih nedoraslih dečkov tlele. Zdaj, če bom striktno začel uveljavljati red na tej seji, boste vi malo brez besede ostali, ker vi ste edini, ki tukaj delate nered. Vi ste edini, ki delate tukaj probleme, ne? Pa dobro veste, da jaz sem bolj za angleški stil parlamentarizma, da se tudi kdaj malo besedo skoče, pa kdaj kaj čez mizo pove pa to in to do določene mere dopuščam, razen ker nekdo res moti. Ampak vi to delate, kaj je kolegica Sukič govorila, enkrat jo nisem prekinil, ne? Pa bi jo lahko, ker kokrat je mene Tereza Novak prejšnji mandat prekinala, to ni točka dnevnega reda, to se tega ne tiče. Mislim, kaj ima RKC glede vprašanja, imajo tujci volilno pravico. Pa Nataše Sukič nisem prekinil. Zakaj? Zato, ker sem zagovornik svobode govora. Ne samo za kolega Poglajna, ampak tudi za vse vas. Ko ti nekoga ponižuješ in se norčuješ, tako kot vidva to počnete danes konkretno ad personam, naprimer mene ponižujete, pa se ne bomo dotikala drugih, je to seveda že napol sovražni govor, to ni več svoboda govora, ker sta bila tako pametna in sta me podučevala, kako pojma nimam, a ne? V glavnem, vi s tem vašim manevrom glede posvetovalnega referenduma post festum ne kršite le 28. člena ZRLI, temveč neposredno posegate v 2. člen Ustave Republike Slovenije, ki določa, da je Slovenija pravna država. Načelo pravne države pa pomeni, da morajo oblasti delovati predvidljivo v skladu s pravnimi normami in procesnimi pravili, ki so vnaprej določena. Koalicija pa si ta pravila očitno prikraja sproti glede na dnevne potrebe in glede na to, kako želi preusmeriti pozornost javnosti od nekih drugih zadev. Naša ustava natančno razmejuje, kdaj odločajo poslanci in kdaj ter na kakšen način lahko ljudstvo na naknadnem zakonodajnem referendumu zakon zavrne. Vi pa z vašim posvetovalnim referendumom ustvarjate nek hibridni, ustavno nepredviden institut naknadnega posvetovalnega referenduma, nekaj česar še nikoli nismo videli v dosedanji praksi, nikoli to ni bila praksa in tudi v zakonu to enostavno ni. Hvala, vaš čas je potekel. Kolegica Tereza Novak ima repliko, izvolite. Nataša Sukič, izrekam vam drugi opomin zaradi tega, ker govorite kljub temu, da vam je čas za repliko potekel. In spet smo tukaj, ne, lejte, prej sem po 3 minutah ugasnil gospoda Poglajna, ker mu je replika potekla. Aj kaj joku, aj naprej govoril, a se je pritoževal. Pa dejte, mlajši od vas pa se boljš obnaša kot vi. Tako, ne, vam ne dam. Tereza Novak ima najprej repliko. Sem da vam povem, ta hip jokate sam vi, Žan Mahnič. No, jaz nič ne jokam, ampak očitno imate vi podobne Mislim, da morajo zadeve. ljudje slišati še enkrat. Čem ste bila narobe razumljena, to je bistvo replike. Ker sem že enkrat to razlagala in vi tega niste razumeli. Zakon se vas o ne moreš referendumu razumeti, ljudski ni šans. iniciativi v 28. členu govori, da državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum, preden končno odloči o posameznem vprašanju. Državni zbor, in to bi vi mogli vedeti, ker neskončno dolgo že sedite v tem parlamentu, dokončno odloči, ko sprejme zakon. Na tej točki se dejanja državnega zbora zaključijo za ta zakon.
In zdaj vi ste zaključili na tej točki obravnavo točno tega, kar zdaj hočete na posvetovalnem vprašati državljane. Ne gre, je proti zakonu. Bom poskušala preprosto razložiti, da se bolj preprosto ne da. Ne? Replika ni namenjena razlaganju, ampak povejte, kje ste bila narobe razumljena. Na to, ker vi ne veste in se sprenevedate. Kje ste bila narobe razumljena, gospa kolegica? To je namen replike. Ne morete vi, Glejte, že večkrat sem rekel, nimam problema, da razpravljate, ampak dajte se za razpravo prijaviti, ne da pol spet boste jokala, da 3 minute pa mi je vzel besedo. Glejte, trenutno sta 2 prijavljena, pa zakaj se ne bi prijavila k besedi? Itak ste pa naslednja prijavljena za besedo. Pa kar replika. Prej ste prišla do mene, ne bom repliko, ker je preveč za demantirati, dajte mi razpravo. Zdaj pa že ta 3. repliko. A vam lahko dam razpravo? Bi vam jo rad dal, ker bom užival v tem, kar boste govorili. Izvolite, imate besedo. Kdo ima zdaj besedo? Vi jo imate za razpravo, razen če se odpovete. Sem prosim, ne.